Sem Radmila Mihelič, predsednica Združenja brezposelnih Slovenije. To, kar je do danes bila debata o privatizaciji, je vsekakor že veliko povedano. Absolutno tle se zgubljajo delovna mesta. Jaz bi pa povedala še drugo stvar, kje se zgubljajo delovna mesta in kje se zgublja denar in je oškodovana banka, davek in upniki. In to se dela že zelo intenzivno od leta 2000 naprej, pa delalo se je že naprej, še nazaj. Recept je ustaljen. Ko eno podjetje nekomu dolguje malo večjo kvoto denarja, odpre 2 ali pa 3 slamnata podjetja in profit gre na slamnata podjetja, tisto podjetje, ki pa je dolžno, pa gre v stečaj. Iz stečajne mase ni več kaj dobiti, zato ker je že vse prenešeno na slamnata podjetja, iz slamnatih podjetij naprej pa v davčne oaze. Tako da zdaj bom govorila o številkah, ker me čas preganja. V zadnjih 15 letih je 41 000 malih podjetij in SP-jev na tak način oškodovanih, ker so jih upniki ogoljufali za njihov dobiček in so bili prisiljeni delavce odpustiti, jih dati na zavod za zaposlovanje. S tem, da računamo, to je najmanj 41 000 delovnih mest. V SP-ju so ponavadi bili zaposleni 2-3 in dajmo vzeti povprečne, je to 82 000 delovnih mest, zgubljenih samo z krajo preko SP-jev. Da ne govorimo, koliko je zgubljenih tudi življenj, ker so prišli v tako hude situacije, ker niso mogli svojih dolgov poravnati, ne zaradi tega, ker drugi niso njim plačali, da so šli samomori. Ostali so otroci iz 3-4 članskih družin brez očeta. Večinoma brez očeta, ker ženske niso delale samomore. Pač smo močnejše. In še to bi povedala, samo še eno številko. Citiram gospoda iz NPU-ja, veliko je tistih, ki so tlele notri, ki so ga slišali, 125 milijonov letno zgine neznano kam, preko slamnatih podjetij. Ampak to ni res. Zgine še veliko, veliko več. In mi jemljemo medicinskim sestram, gasilcem, policajem in dovoljujemo, da 125 000 uradnih, najmanj 250 je pa resnično. Dovoljujemo to mi. Hvala lepa. Gospod Stres. Pozdravljeni, zelo lepo, da ste to naredili. Ali je ta tribuna pomembna ali ni, vas sprašujem. A je to pomembnejše od nogometne tekme Črnuče proti, ne vem, v Srednji Ljubljani? Kajti na RTV Slovenija imate ure in ure fuzbala in športnih dogodkov, nimate pa tovrstnih, kar se danes dogaja. In hvala Bogu, da so eni vpili, eni so bili umirjeni, učimo se demokracije, učimo se pogovora in očitno sploh te usposobljenosti nimamo. Ali potrebujemo svoj TV kanal, civilna družba, sindikati, a to potrebujemo? Ja, Pop TV ima v tem okrog recimo 20 TV kanalov, pač razni športni, pa razni seks pa taka, ne? Ampak ali to potrebujemo? Torej, ali rabimo uredništvo na RTV Slovenija, ko ga imamo za verski program, a bi ga rabili za civilno družbo? Kajti mi sploh ne izmenjujemo informacij, zato toliko trenj, ki so nepotrebna in enostavno ne znamo združiti tega v neko skupno mnenje, ko se je prej pri Luku Mescu pa še pri parih jasno pokazalo, kakšno sploh je in je povsem diametralno nasprotno od tajkunizacije. In še eno stvar bi vam silno rad povedal. Poglejte, multikorporacija je uspešna, če sledi novemu trendu. Zdaj je pač moderno, da se hazardira z denarjem. In denarja je več, če ga pač dobiš, ne?
poveš malo tako, pa gor tako, pa rečeš, da imaš neko luknjo, pa ti jo zatrpajo, pa iz tiste luknje zgine in tako naprej. A ne? Pa zaprošaš še enega drugega, pa izstopaš iz Evropske unije, ko ti dajo po 2x120 milijard ali pa 110, kot so Grčiji, a ne? Kad zdaj izstopa. No, ampak rad bi vam rekel, da je še vedno 55 milijard v tujini, približno in več v davčnih oazah. Gospod Černavič je preko državnega sveta parkrat zaprosil, da bi dobil podatke, pa jih ni dobil in tako naprej. Skratka, mi imamo mafijo, mafijske prijeme v vseh segmentih družbe in na vladi. Pa ne, da so vsi slabi. Hvala Bogu, je tukaj z nami tudi gospod minister. Skratka, in še ena stvar je, poglejte, tehnologija v novi dobi je močnejša od posameznika, ki se ne zna združevati z drugimi. Imajo informacijske tehnologije, imajo sublimalne informacije in tako naprej. In mi se pa sploh ne znamo dobro združevati. Gospod Cetinski je omenil, da katastrofalno slabo poslujemo skratka za svojimi podjetji. Vem, da smo v diktaturi, vse to vem. Ampak sam še dva stavka. Cetinski je povedal ključno misel. In to pomeni, da je treba nekaj narediti, da bodo dejansko začeli strokovno delati. Isto je povedal tudi Stanislav Kovač, samo ni uporabil te besede. Ni uporabil besede popolna nestrokovnost. In skratka, in vse je treba narediti na vladi za dobrobit, je povedal pa Andrej Rus. Skratka, torej, vsak sestanek in tako naprej mora iti s tem ciljem. Vladislav Stres. Hvala lepa. Štefan Perkič. Naslednji Gojko Stanič. Osnovni problem te države je, da jo še vedno vodijo službe državne varnosti iz ozadja. Sem Perkič Štefan. Mi govorimo, da imamo strateške partnerje. Naši strateški partnerji so v Ameriki, ki množično tiskajo dolarje, izvažajo inflacijo in to inflacijo prenašajo na Evropo. Mi bomo to plačevali. Strateški partner je lahko v primeru, če vzamemo Lek, vemo, da je zdaj Sandoz, da je prenešena industrija, celotnega marketinga, celoten razvoj je v Švici. Se pravi, vsa sredstva so ostala v Švici, vemo, kdo je dobil provizijo in kakšno vizijo ima Slovenija. To je prva zadeva. Zdaj gremo pa naprej. Govorimo, da imamo poln stečaj. Jaz vam konkretno lahko povem primer zdaj iz Gorice, gradbenega področja, Arcon, plačevali bomo žuti, čisto domač rečen, zaradi, kako bi rekel, neustrezne infrastrukture, goljfije pri, kako bi rekel, evropskih sredstvih. Celo preko občine se je splačevali. Mi imamo polno represivnih inštitucij, ki niso v zadnjih 20 letih naredili ničesar. Komu so zaplenili sredstva? Se pravi, imamo nenamenska sredstva za plavšanje, povečujejo se stečaji, imamo potrošništvo, imamo monopolne cene, pri katerega sploh nazaj dobivajo sredstva v proračun. Od leta 2004 imamo oškodovanje državnega proračuna. V tem trenutku gremo lahko od uradnika do uradnika in ugotavljamo, a je oškodoval državni proračun, a ni. Seveda, ključna zadeva je, da ni preglednosti in da je že čas, da se vzpostavi odgovornost. Vkolikor kjerokoli zadevo saniramo, se pravi, potem se pričakuje, da osebe, ki so zasrale zadevo, tudi odgovarjajo in da dobimo novo ekipo in to ne bi bil noben problem. Hvala. Hvala. Ravnokar sem dobil obvestilo, da nam čez 10 minut, do takrat imamo plačano, vse ukinjajo, zato je gospod doktor Gojko Stanič zadnji razpravljavec, potem pa samo še par informacij, ker ne moramo nič drugega, do tu smo se dogovorili. Jaz diktaturo 3 minut priznam, to diktaturo, ki jo pa doživljam zadnjih 24 let, pa mu moram reči, da ne. Kajti na oblasti so tisti,
ki ne spoštujejo sodobne družbene razvojne zakonitosti. To pa velja, da so najbolje upravljajo podjetja lastniki, ki so obenem poslovodje in lastništvo vključuje zaposlene. Ta zakonitost za cel svet velja in ki pač jemljejo tudi kapital in tudi plačujejo dividendo tistemu, ki da kapital, pošteno, ne pa da izkoriščajo zunanje vlagatelje. No, v skladu s tem, Prašnikar je tudi svojo ekipo to večkrat potrdil, tako da to so dejstva, ki jih seveda kolega recimo Kovač ne prizna. Ne. Moj predlog je, da se zakon, ki smo ga v Slovenskem razvojnem svetu pred že 2 leti že pripravili, lansko leto aktualizirali, o denacionalizaciji družbene lastnine in o množičnem kapitalskem varčevanju, pač obravnava na tem zboru na naslednjem sestanku. Jaz sem v ta zakon debele knjige v eno operativo spravil, je pravzaprav edina stvar, ki je po tolikih letih se je pač pojavila in je že kle. Danes nisem ničesar, ki resem ga tukaj kot drugačen predlog slišal, zato predlagam, da to vzamete. Cilj pa je, podržavljena samoupravna privatna podjetja je treba vrniti nazaj zaposlenim in mladi generaciji. To, kar se je leta 90 zgodilo, je zločin. Zaradi tega zločina je danes Slovenija tam, kjer je. Državna podjetja so tista, v katere je država vlagala kapital. Ne? Ta predlagam, da jih upravljajo zaposleni pod pogoji, ki jih bo določil državni zbor. Rezultat mora biti milijarda dobička. A ne? In to je cilj, ja. Po temi pogoji naj prevzamejo, pa gre politika ven. In tisto, kar Bruselj kobajagi zahteva, saj komisar Potočnik je rekel, da se gre država ven iz ekonomije, čez noč lahko naredimo. Veste, ta zakon je pač tako narejen, noter sem jaz pač vse, kar sem v 28 letih na redu znanstvenega ugradil, ščit mlado generacijo, ščit aktivne zaposlene, kar je genialna ureditev, boljša od vsega, kar na svetu je, in mislim, da gre potem Slovenija lahko naprej. Moram tole reči, od leta 1990 tisti intelektualci, ki smo bili takrat strogo proti vdoru države v podjetja, se pokradlo ljudi, oropalo se jih je, tehnično inteligenco se je čisto oropalo. Vzemite elektriko, že 3 minute, no pa vzemite elektriko. Kdo je elektriko ukvarjal? Samo zaposleni. Pa to briljantno podjetje. Za 300 km so podaljšali tole domet avtomobilov in to grejo prodati. Katastrofa. To je resnično, mislim, zločin. Na Primorci nimam benga večjega podjetja več. Gorenci nobenga. Zdaj je cingarno prodali v Celju, nobenga več. To, kar Hitler in Mussolini so hoteli doseči, bo da vlada naša dosegla. Vsi politiki, vse stranke so na tej strani. Zdaj, če ste za to, pol dajte tole obravnavati, drugač bomo pa taki revaži, da bo kaj. Hvala. Po mojih kriterijih, ne, po mojih kriterijih, moji študenti delajo fantastična podjetja, tisti, ki delajo po mojih... Kaj? Gospa. Kaj? Ali lahko prosim, da... Tiste pooblaščenke, ki sem jaz delal, so danes najbolj slovenska podjetja, gospa. Gojko. Če pa to ne veste, je pa vaš problem. 160 podjetij sem jaz privatiziral strokovno in to je danes elita slovenskih podjetij. Kaj pa je z Domelom narobe? Kaj pa s temi firmami narobe? Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, najprej čestitke, da ste zdržali. Drugo, čestitke za res veliko dobro izrečenih besed in čestitke tistim, ki ste uspeli nekaj teh besed zadržati, ker drugače bi vsa stvar še del trajala. Tretje, gledajte, mi imamo že neke vrste organizacijski modul in vsi od vas, ki bi želeli na to temo drugim posredovati, imate na razpolago spletno stran, imate nas, če nam boste poslali svoje misli na to temo v primerni dolžini, torej ne referatov,
zlasti ne kubanskih razsežnosti, bomo mi to distribuirali tistim, ki ste danes pustili tukaj svoje elektronske naslove. To je to, kar lahko naredimo in na spletni strani, ja, in tisto, kar, ravno to sem hotel upozoriti, ko se bo odvil zdaj ta krog za oddajo podpisov, pa za sestankom organizatorjev, pa za izročitvijo sporočila z te javne tribune vladi in parlamentu, bo čas, da mi presodimo, kaj je naslednji korak. In takrat, ko bomo imeli neko idejo, bomo to objavili in vam, da daste dodatne ideje, spremenite, sugerirate, kaj je naslednji korak, ki ga bomo morali narediti. Imamo od zelo jasnih pozivov, da to že v 14 dneh naredimo. Jaz mislim, da sicer nismo sposobni v 14 dneh, mislim pa, da je pot, ki jo je gospod Polšak pokazal, zelo jasna. Kdaj, kako lahko to, a je nujno, da realiziramo, bo treba oceniti. Toliko za nocoj, še enkrat hvala lepa. Prosim? Ja. Če ne pa kocke so, Še enkrat, če bo kdo pač hotel na cesto, mi bomo tam. hvala lepa še enkrat. Opravičujem se, če ni šlo najbolj tekoče in vas vabim, ko bo sledilo nadaljevanje, da se dobimo v enakem številu. Hvala lepa.